je vselej tisto, česar ne morem določiti po principu, ki ga je Hegel tako dobro opisal, namreč, če obstaja A, ni važno, kaj to je, tale disk, jaz, avto, vesolje, karkoli že, mora obstajati tudi nekaj, kar je ne A. Zdaj, potrebujemo sistem diferenc, da bi nekaj opisali. To logično nujno je. Čim smo simbolna bitja, če obstaja A, mora obstajati tudi ne A. Ni važno, kaj to je. Ker če ne obstaja ne A, ne morete določiti nečesa in reči, to je A. Čim pa to določite, veste, to je podobno kot biologi razlagajo nastanek celice. Celica nastane tako, da se nekaj, neko količina molekul zaradi mene, se ni važno, omeji z neko opno, z neko membrano od okolja. Nastane celica in nastane nekaj, kar ni celica, se pravi je okolje. No, pri introspekciji je to okolje, to, kar ni jaz, nedoločljivo. Imenujemo ga drugo. In rečemo, da je jaz, to je čisto logično, konsistentno, drugi od samega sebe. Da ni, čeprav na nek način se je to, kar imenuje jaz. Saj mora to obstajati, ker drugače bi se nam zmešali. Ne? In tistim ljudem se zmešali, ki imajo težave pri tem. A sem jaz, sploh jaz, kaj če nisem, kaj če samega sebe varam, in tako dalje. Se pravi, jaz sem pa hkrati tudi razlika do samega sebe, ki jo imenujemo drugo. In ta razlika ima v psihoanalizi še eno ime, to je subjekt. Je subjekt in zaradi tega lahko rečemo, da človekov jaz ni popolnoma identičen sam seboj. Ker tega elementa, ki ga imenujemo drugo, ki je del množice, ki se imenuje jaz, ne moremo določiti. Oziroma, še bolj zapleteno rečeno, to lahko rečemo spet, ne, spet konsistentno, to drugo, na psihoanalizi ima še eno ime, objekt mali A. To ne boš videl. To drugo, kar je pa pomembno, ker objekt A je hkrati tudi objekt želje. In tukaj že lahko osnutite, kaj to pomeni, namreč, da bi jaz, človek, vi, jaz, kdorkoli, želel postati to drugo. Ne samo to, kar že je. Jaz sem to in to. In to nas pravzaprav žene naprej. In za to potrebujemo en Freudov koncept, ki se imenuje gon. Ampak jaz pa že tako daleč, da bi jaz nekaj, kar še ne moramo mi... Računalnica ne. Dobre. Tole, spoštovani, mala nič, kako gre tole fajn, ker gre pomlad, noter in je toplo in tako lepo poldan. To smo že počeli, ne? Pred časom. Zdaj ne, če je vam fajn, meni to dobro. A veste, pa še nekaj je res. Ne samo, da je to fajn, ambient in to. Lih prej sem razlagal, ker sem se sem pelat, jaz moram tole zdaj, se imam. Tle gor je več knjig, kot je tukaj noter jih. Ni to crazy. In to bistveno več, ne samo malo več. Vso knjižnico, ki je tukaj, bi spravili sem noter. Vso, čisto vse. Vse knjige, ki jih je tukaj, če bi poskribili, bi jih spravili sem negor. Crazy. In to človek nosi sabo. Ampak to je dobro, ne? Recimo jaz to nosim sabo in poleg, če bi kdo kaj rekel kdaj, naprimer, ni problem, da bi sam računalnik in v prihodnosti enkrat to bo, ne, boš imel kar, ne vem, konzole, kaj vem, nekje, boš sam noter vtak, ok, daj vam ga pogledati. Na tej strani, v tej knjigi piše tole, ne. No, to je dobro, ne, če mislimo resno razpravljati, je to dobro, ker imamo potem na razpolago nekaj zanesljivejšega, kot je naš spomin, namreč materialni nosilc, ne. Žepni luk. Ja, tle piše, ne, črno na belem. Moj spomin je, to je tako, ne, spomin je zanesljiv, spomin se zanaša brez vede. No, v glavnem.
Še nekaj sem hotel reči, strašen privilegij je, v tem primeru to moj privilegij, da ste vi sploh pripravljeni tukaj biti. Če dobro pomislite, je to nekaj norega. Če se zelo natančno poglobite, reče, ok, zakaj bi človek šel popoldan, recimo tam je Savinja, toplo je, tam je kavarna, kaj vem, zakaj bi šel sedeti v tam mačem prostoru v klet, in poslušati enega tipa, zakaj bi to naredil? Ampak to je dobro vprašanje, to je dobro, resno vprašanje, zakaj bi to naredil? Seveda, če bi jaz manekenka, pol bi bil odgovor jasen, zato ker je, kaj zdaj, gledati nekoga, ki je lep, je to zanimivo ali ni največ, za koga. Jaz nisem ne lep, ne v tem smislu zanimiv, moje telo je tak, ampak sem pa zastopnik, niti ne, a veste, kaj jaz tukaj zastopam? Metakognicijo. V bistvu zastopam metakognicijo. Jaz nimam svojih mnenj, nimam svojih idej, nimam svojega znanja, ki bi ga, ne vem, prenašal tako naprej. Jaz zastopam čisto in zgolj samo metakognicijo. Zmožnost za razmišljanje. To je nekaj formalnega, to je zgolj zmožnost. To ni vsebine, jaz ne zastopam nobene vsebine. Nobene. Zato ne morem reči, da sem pripadnik te šole, une paradigme. Mene tudi ne zanima, kaj meni na moji diplomi piše. To mora samo mojega delodajalca zanimati. Mene ne zanima, kaj tam piše. Mene vsem, kaj tam piše. Diploma je pomembna, kar se mene tiče, pomembna samo zaradi tega, da je lahko delodajalcu pod nos pomalim, da dobim tistih par evrov na mesec, ker pač rabim. Drugače meni vsem, kaj na diplomi piše. Ampak če pomislite, kako se nekateri ljudje hvalijo s tem, kaj oni so in kakšne licence imajo in zelo radi imajo vse potem napise pred imenom in priimkom, cel kup kratic mora se, da se vidi kaj. Če mene vprašate, prav nič. Kar se mene tiče, ne pomeni tisto nič. Zaradi mene imate lahko 5 doktoratov ali pa 3 Nobelove nagrade. To meni samo po sebi ne pomeni nič. Mene zanima izključno in samo, seveda v takih prostorih kot je tale, pa še zlasti v takih prostorih, zmožnost za metakognicijo. Zmožnost za rabo metakognicije. Zmožnost za to, da v bistvu samega sebe zbrcaš v rit. Zlasti samega sebe. To je metakognicija. Da si samemu sebi najhujši kritik oziroma da samemu sebi ne dovoliš, natanko v luči tega, zdaj, kar ste mi že izval, natanko v luči tega, kar ste mi prej rekli. V luči tega notranjega razcepa med jazom in tem, kar imenujemo drugo. Človek, ki trdi, da je sposoben metakognicije, zdaj je sposoben vsak človek, razen če imaš zelo poškodovane možgane, je vsak zmožen. Če to drži in se ne drži, potem bi moral biti vsak sposoben najprej samega sebe postavljati vedno znova pod vprašaj in se ne strinjati sam s seboj. Ljudje imajo seveda veliko raje ono drugo, da se ne strinjajo z drugimi, imajo zelo radi razmišljanje v smislu, jaz imam pravico, da se ne strinjam s tabo. Kaj to pomeni? Nič. A veste zakaj? Ker je tako ali pa tako trivialno res, da se ne strinjamo drug z drugim. Mi se tudi pri najboljši volji, da bi se strinjali, se več kot toliko ne moramo strinjati. In če se še tako hočemo strinjati, če smo popolnoma in totalno iskreni in se želimo strinjati z drugim, se več kot toliko, določeni ne gre, preprosto ne moremo. Zato, ker so razhajanja v razmišljanjih, ko se lotimo, naprimer, razmišljanja, pustimo zdaj metakognicijo, so nujno vedno večja. Nujno so vedno večja. Mi se sami sabo, zato nujno, recimo, da če pogovarjamo sami seboj, se nujno začnemo razhajati. Če ste kdaj, to je dobra vaja, kot bi rekel Freud, dobra vaja, ko razmišljaš po svojem razmišljanju od včeraj in začneš obnavljati, recimo, fajn je, če je to posneto, recimo, na kakšno kamero, ker smo že prej rekli, ker za našimi spomini je nezamisljivo to brez veze, ampak če pa v kameri, posneto greš gledati, recimo, pa pustimo narcizem zdaj v primeru,
recimo, da nisi narcističen, da to delaš iz resnih, iskrenih, znanstvenih, ne vem, kaj še spoznanih namenov, in greš gledati lastne posnetke, kaj si včeraj rekel. Na neki točki lahko začneš držati za glavo in rečeš, oh my god, da sem res to rekel. Danes mislim že drugače, ne se to ne vodi tja, to pelje nekam drugam in tako dalje. Zdaj, nujno se sami sabo razhajamo. Zato je v resnici tako zelo težko komunicirati drug z drugim in zlasti se sporazumeti, oziroma če bi bila kakšna veščina za ljudi izjemno pomembna in mislim, da je, da bi jo res negovali in kultivirali, je potem to, če mene vprašate, ne toliko naučimo se komunicirati drug z drugim, ampak bolj naučimo se prepirati drug z drugim tako, da se bomo pobili med sabo. Da bo vse znosno, da bo znotraj enih meja, recimo produktivnih meja. Prepirati se je izjemno produktivno, če znamo. Ali pa ne strinjati se, ali pa, če pomislite, gotovo ste že imeli kdaj kakšno tako izkušnjo, kako težko se je prepirati s človekom, ki se ni voljan prepirati. Ne morate se, ne? Ali pa s kakšnim človekom, ki ga ne morate vršiti stira. Človek razgleda, aha, ok, to se da je rekel, aha, iz tega sledi to. Mi smo tako navajeni, da ljudje, a veste, na kaj smo zelo navajeni? Na tribalizem, kot se temu reče. Na tribalizem, oziroma na to, da pripadamo. Da nečemu ali neki skupini pripadamo, neki paradigmi pripadamo, neki mnenjski skupini pripadamo in zato smo ljudje spontano, dokler tega ne postavimo pod vprašaj, se obnašamo v medsebojnih odnosih, ko komuniciramo drug z drugim, se obnašamo predvsem kot odvetniki. Branimo sami sebe. In svoje mnenja, in svoje stališča, in svoje prepričanja in tako naprej. Kar je seveda zelo daleč od tega, kar sem jaz prej tukaj rekel, da poskušam zastopati, in to je zgolj zmožnost za metakognicijo. Kdor to počne, ni odvetnik, ker ne zastopa nič, razen čist formalne zmožnosti za metakognicijo. Kot sem rekel, mene zato ne zanima nobena vsebina. Ali pa avtor. Ja, ampak kaj veš, ta avtor je torej, kaj to mene briga? Mene zanima, recimo, logična konsistentnost tega, kar je rekel. Meni vsem, kdo je, kaj je rekel. Se pravi, čim zagovarjate zmožnost za metakognicijo, ni več nobene avtoritete nad vami. Ne priznavate nobene avtoritete vnaprej. Edina avtoriteta je, in tukaj bi še enkrat se vrnil k Kantu in Hegelu, pa ne sam k njima. Edina avtoriteta je v bistvu sama zmožnost za metakognicijo. Vprašanje zato je, recimo, ki ga lahko naslovimo za drugega, ne mi prodajati teh vsebin, to me ne zanima. Pokaž mi ali pa dokaž mi ali pa demonstriraj zmožnost za samo razmišljanje. Zmožnost mi pokaže, ne vsebine. V tem je pomembna razlika, ker zmožnost za razmišljanje je seveda možna samo, če obstajajo vsebine, o katerih razmišljamo. Razmišljanje pa po definiciji pomeni, da tisto vsebino, ki se je pač lotimo, poskušamo recimo dojeti, razumeti v njeni konsistentnosti, logičnosti, razumnosti in tako dalje. In tam, kjer ni eno, drugo, tretje od tega, uporabimo svojo zmožnost in rečemo, tukaj je šfovš, to je napaka, to je nekonsistentno, sploh ne sledi, ta sklep je napačen in tako dalje, in tako dalje. In ni pomembno, katera vsebina to je. Okay? Torej, želim zagovarjati prehod ali pa razliko med to ali ono partikularno vsebino in čist formalno zmožnostjo za razmišljanje. Edini minimalni pogoj, ki je pri tem še potreben, je, da seveda v kakšni vsebini, s katero se srečate prvič, se morate vsaj malo pozanimati, da usvojite žargon ali pa izraze, ki jih ne poznate. Jasno, da če se prvič srečate z vsebino z področja biokemije,
ne morate kar takoj biti kritični do tega, morate najprej usvojiti samo logiko tiste vsebine. Logiko vsebine. In to je tisto, kar zdaj moram jaz tole, če ne morate, sploh ne bo nič zgodil, če imam jaz tole. Kar šola, recimo, ima velik problem. Šola, kognitivna znanost v šoli, smo letos rekli, da je... A ja, da se mora še nekaj biti, ne? Se mi zdi. Ja, se mi zdi. A bo, a ja, se bo. Ma probajte, ko miško premahati. Miško, kaj? Stane. Super. Kar odpred predavanja smo rekli, ne? Tole pa zdaj ni pod Celje, ampak veste, pod kaj je? Pod tole je. Pa še tle, pod Marec pa je. Kognitivna znanost v šoli smo. Šola ima ta problem, predvsem, poleg še enega drugega, o katerih bom sicer pa čez nekaj časa govoril zlasti, namreč, da je prevelik poudarek na vsebinah. Prevelik poudarek na tem, katere vsebine bi morali mladi ljudje, kot se reče, predelati. Zelo velik poudarek v šolah je na učni snovi. To učno snov, pravi šola, moramo predelati. Kje to piše? Naučite se misliti. Snov bomo že predelovali, ampak če ne znamo misliti, nimamo kaj predelovati. Najprej so formalne zmožnosti za razmišljanje. Vprašanje je, za šolo, na primer, kakšnega, ali pa za načrtovalce šolskih politik, kakšne otroke želite vzgojiti? Otroke, ki bodo imeli v svoji glavi veliko vsebin, neumnost, zato imamo nosilce. To so nosilce. Ali hočete vzgojiti otroke, ki bodo znali misliti? Ni pomembno, katero vsebino. Ko znate misliti vsako vsebino. Ob tiste minimalne pogoje, ko smo prej rekli, da se pač seznanjate z žargonom, v katerem je napisana. Zelo preprosto. Temeljni cilj torej bi moral biti šole, pa ne samo šole, natanko ta. Zdaj pa pejmo mi lepo počas. Evo, to smo zdaj preveč nehiter, zdaj bomo pa počas. Aha, evo. Ja. To je sicer en drug naslov, tole nas tu zdaj ne bo toliko zanimalo bo tole, kar je modro. To, kar je modro. V prihodnosti bodo učenci odhajali oziroma se bodo veliko bolj učinkovito kot danes učili tako, da se bo njihovo učenje začelo bolj zgodaj kot pa zdaj. To vem, da zna biti kar šokantno za nekatere ljudi, ki že zdaj mislijo, da je to, da učenci hodijo v šolo prvi razred, da greste pri 5 ali 6 letih, da je to že prezgodaj. Samo po sebi to preprosto ni res. Odvisno, kako se učite in česa. Ni poudarek na leta, je to zdaj dovolj zgodaj, bi morali otroci še bolj biti v vrtcu in tako naprej. To je napačno vprašanje. Pravo vprašanje je, kako znamo vplivati na razvoj možganov. Meni čisto vse eno, ali je to skozi igro, ali je skozi, ne vem, umetnost, skozi znanost, skozi filozofijo, me ne zanima. Vse eno je. Torej, poudarek je na tem, da nekaj vemo, kako se naši možgani razvijajo in kako dobro je čim bolj zgodaj razvijati oziroma spodbujati razvoj možganov. Videli boste, da je besednjak, ki ga skušam poudarjati, bistveno drugačen od besednjaka, na katerega smo sicer navajeni. Bistveno drugačen, se pravi, še enkrat, ne gre za to, pri katerih letih naj bi se učenci začeli učiti ali pa hoditi v šolo ali pa kaj podobnega. Ampak na kakšne načine najbolje spodbujamo možgane, da počnejo to, kar je v njihovi naravi. In to je, da se učijo. Da se učijo, oziroma da se razvijajo. Naša naloga je, oziroma naša dolžnost je,
da jih spodbujamo oziroma da jih pri tem podpiramo. Naši možgani se učijo že sami od sebe, ker so narejeni za to. In torej šola prihodnosti bo bistveno drugačna od te, ki jo zdaj poznamo, in procesi učenja na ta način, ki ga tukaj zagovarjam, se pravi, ki dejansko zares dobro spodbujajo otroke k učenju, se bodo začeli bistveno bolj zgodaj, ne v šoli seveda, pa celo v vrtcu, ampak doma, v družini. Danes bi seveda marsikdo lahko rekel, ja, saj to že počnemo tako malo in pogosto tako slabo, da bi se moral človek prijeti za glavo. Ne? Zakaj? Zato, ker niti ne vemo, kako, na katere načine se možgani najbolje učijo. Najprej moramo vedeti, kako. Ni res, da starši, ko se jim otrok rodi, že kar magično vedo, kako se otroci učijo. Se ni res, se morate najprej poučiti o tem. Se pravi, najprej dobro kakšno knjigo prebrati, kateri je zapisano, kako se možgani na najbolj produktivne načine učijo. Potem lahko razvijamo šele načine, kako bomo to naredili, in potem smo šele lahko dobri učitelji. Brez tega preprosto ne moramo biti. Intuicija je premalo. Zanašanje na občutke ali pa še, kar je še slabše, na tradicijo. Mene so učili tako, jaz bom učil svoje otroke na podoben način, to pa še najslabše. Ne? No, zato je za učenje bistveno to, kar tukaj piše. Se pravi, učna okolja, recimo to je učno okolje. Samo da poznamo še en izraz, ki je obogateno učno okolje. Ne vem, če sem o tem že govoril, obstaja množica raziskav, ki potrjuje, kako se živali neprimerno bolje, hitreje, učinkoviteje učijo v obogatenih okoljih, kot pa v okoljih, v katerih je zgolj za preživetje dovolj. Hrana, pijača ali pa nek šelter, neka zaščita. Ne? Obogatena okolja so napolnjena recimo pri ljudeh, so napolnjena z predmeti, z igračami, recimo, z napravami in tako dalje, ki omogočajo otrokom najrazličnejše izkušnje. Tukaj pride že do izraza ena pogosta zadeva, ki jo zastopajo mnogi starši, namreč, ker se ne zavedajo, kako dobro je graditi, oblikovati obogatena učna okolja, da otroke vlečejo proč, recimo od pametnih naprav, od televizije, od računalniških igric in tako naprej. Vse to so lahko del obogatenih učnih okolij, če to znamo narediti, ne pa da jih zgolj slepo vlečemo proč. To ni dobro. Kot sem prej omenil, vzamete v roke neko napravo, meni vsem, a je pametna, ali ni pametna, tisti USB tam je pogotov, da ni pametna, ampak tam na gor je približno 1500 knjig, ki jih kadarkoli lahko zdaj, ker imamo ustrezne naprave, tukaj odpremo in pogledamo, kaj noter piše, debatiramo, razpravljamo, citiramo, navajamo, kadarkoli. So izvrsten primer obogatenega učnega okolja. Če tega nimate, naprimer, morate iti v knjižnico, mogoče se vam ne da, zanašate se na spomin, ki je nezanesljiv. Ne? Sej, to poznate, v vsakdanjem življenju se ljudje pogosto sklicujemo, sem slišal, sem prebral, nekdo je rekel, na televiziji je bilo in tako naprej. To je ekstremno nezanesljivo. Daj mi medij, odpri ga, ali pa vse tole bi bilo lahko na pametni napravi. Vzamete pametno napravo, niti ne rabite pravzaprav kakšne dodatne infrastrukture, ampak kaj se v šolah dogaja? Pametne naprave treba pospraviti. Ne smejo biti pri pouku. Ravno nasprotno bi moralo biti. Ker to bogati učna okolja. Če seveda to znamo narediti, drugo je, če seveda samo malo brskate in zapravljate čas, to k obogatenju učnega okolja prav gotovo ne prispeva. Se pravi, tega treba se najprej naučiti. Torej, dajmo se najprej naučiti, kako obogatiti, no, pravzaprav, učna okolja z najrazličnejšimi
vsebinami na najrazličnejše načine, tako kot recimo kažejo raziskave iz področja učenja živali, kako se miške hitreje in bolje in več naučijo zapomniti tako naprej, če imajo okrog sebe razne naprave in labirinte in ne vem kaj še, da preizkušajo, kaj preizkušajo, spodbujajo svoje možgane, da bolj učinkovito počnejo to, kar že sicer počnejo. Ker možgani, če jih pustite pri miru, sami od sebe dela nekaj, kar je default mode, ne? Pač na neki osnovni ravni delajo tisto, kar pač delajo. Mi jih lahko spodbudimo, da to počnejo na mnogo višjih ravneh. Zato so potrebna, kot rečeno, obogatena učna okolja. Potem bomo prišli do ene čist nore ideje še na koncu. Obogatena učna okolja so tista, ki nam omogočajo vedno nove izkušnje. Zaradi mene so to lahko tudi vedno nove računalniške igrice. Tiste, ki so zares dobre in so kvalitetne, se nobenih težav s tem. In naši možgani tudi ne, in možgani otrok tudi ne. Za možgane so pomembne nove izkušnje. Vedno znova nove in drugačne. Zato, ker s tem spodbujamo nove sinapse, rast novih sinaps, nove nevronske mreže. Če tega ne počnemo, se pravi, če je nabor izkušenj manjši, naprimer, oži in se potem seveda ponavlja, določen del naših sinaps razpade, dobesedno. Določene nevronske mreže niso več v rabi, če lahko tako rečem. Ne spodbujamo jih. Temeljno spoznanje je, da so naši možgani narejeni za najrazličnejše izkušnje. Mi si spontano niti predstavljamo, kaj vse naši možgani zmorejo, s kakšnimi vse različnimi izkušnjami so se sposobni soočiti, srečati, spopadati in tako naprej in se učiti. To je prav žalostno včasih gledati, kako se ljudje oklepajo vedno znova enih in istih izkušenj, vedno znova enih in istih rutinskih praks, vedno znova, ne vprašaš koga, katero glasbo pa ti poslušaš, tole. Ga vprašaš čez 5 let, katero glasbo da repiš, še eno isto. Pa se je še toliko različne glasbe na tem, ja, meni to ni. Ok, verjamem, ampak tvoji možgani bi bili navdušeni, če bi kdaj probal še tole, pa tole, pa tole, ali pa še ono 3., 4., 5., pa 6. In enako je za vse druge stvari v življenju. Je to umetnost, je to znanost, katerega avtorja pa ti rad bere. Vse! Zlasti vse, ki so dobri, ki so provokativni, ki so izzivalni in tako. Meni vse, kot sem že prej nakazal na začetku, s čim se ukvarjajo, pa v čem pišejo. Ni boljšega kot brati, recimo, če smo pri knjigah, nove in drugačne avtorje, ki so se nam še včeraj zdeli, zaradi naših predsotkov, kakšnih čudnih mnenj, trapasti, nenavadni, bizarni, ali pa take, tega pa je že ne bom bral, ali pa te glasbe pa je že ne poslušam, ali pa teh filmov pa je že ne, v gledališče pa jaz ne hodim, mogoče v tole, pa kako eksperimentalno pa že ne. To so v bistvu vse žalostni izrazi tega, kako preveč ljudi teži k temu, kar ravno ni obogateno, ampak je osiromašeno učno okolje. Ki seveda za seboj nujno potegne osiromašenost kognitivnega sveta, v katerem človek živi, osiromašenost, dobesedno osiromašenost nevronskih mrež, možganov. Zato je pomemben dejavnik, eden od zelo pomembnih dejavnikov, kognitivnih dejavnikov, pri razvoju recimo tako strašno razširjene težave tega sveta, kot je Alzheimer, naprimer. Razne oblike demence. Čist vseh oblik demence od Alzheimerja se tudi ne da pojasniti zgolj s tem nesrečnim dejavnikom, da si imel, da imaš pač take gene. Ni res, kognitivne dejavniki so pri tem izjemno pomembni in to, kar tukaj gor piše tudi. Zdaj, človek bi si dobesedno, gotovo je njegov najboljšem interesu, da si privošči čim več novih izkušenj. Med drugim, o tem danes govorimo, zato, ker je cilj razvoja možganov,
cilj natanko tak, ki tukaj gor piše, ki je tukaj zapisan. Razmišljanje o samem razmišljanju, oziroma o načinih razmišljanja, oziroma metakognicije. To je čist formalna zmožnost. In bolj, ko je razvita, bolj, ko je spodbujena, lažje, hitreje, učinkoviteje človek prehaja od ene do druge vsebine, s katero se srečuje. To je univerzalna zmožnost, ki zajema vse mogoče vsebine, s katerimi se boste srečali kadarkoli v življenju. Tudi če vam ne bodo všeč, ali pa če ne boste imeli interesa in se z njimi ne boste srečali, bi se pa lahko, in to zelo učinkovito, če bi se hoteli, na primer. Jasno je, da se ne moramo z vsemi vsebinami srečevati, se tudi neumno pričakovati. Medtem ko je, ta izraz poznate, stanje duha ali pa stanje uma, lahko bi rekli, da to približno isto, ko rečete, kakšno je stanje duha nekje, v nekem mestu ali pa državi ali pa na vasi ali pa v provinci, se ni važno. Ta izraz poznamo, to je metafora, ki nam pove, da je stanje duha je lahko klavrno, stanje duha je lahko tako, da sploh ne želimo blizu priti, se sploh ne želimo ukvarjati s takimi stanji duha, ki so klavrna. In nasprotno, seveda, stanja duha so lahko ekstremno izzivalna, izjemno zanimiva, pustolovska, drugačna od vsega tega, kar smo navajeni, in v našem interesu spet je, čeprav ni nujno, da se tega zavedamo, da bi bili velikokrat deležni takih stanj duha, ki nas vržejo iz tira, sesujejo, spravijo zaradi mene tudi lahko v čustvena stanja, kot so jok, vzhičenost, radost, ampak je podobno. No, zdaj sem pa pogledal, Zdaj sem pa pogledal en povzetek tega, kar sem povedal. Povzetek tega je zapisan, to je neka, to je teza, filozofska teza, tudi znanstvena teza, lahko da je tudi uporabljajo ljudje, vsega življenja, ne da bi se z znanostjo in filozofijo ukvarjali. V tem stavku je zgoščeno pravzaprav vse, skoraj vse, kar bi hoteli vedeti v vsakdanjem življenju, ko se soočate z vprašanji, kot so, kako naj živim, kaj naj počnem v svojem življenju, kaj bi rad, kaj je smiselno, kaj je prav, kaj ni prav in tako dalje. V tem zapisu se zgoščena. In to je teza, s katero se ukvarja mnogo ljudi, filozofov, znanstvenikov in tako dalje. Samo, če za začetek pogledamo osnovne izraze. Prvi del je, torej, kaj naj bi nas motiviralo v vsakdanjem življenju. In vsak človek pozna to vprašanje, vsaj. In da je problem, lahko je izziv, lahko je tudi problem. Kaj naj bi me motiviral, ne? Samo kaj me motivira. Ljudje se velikokrat zadovoljijo s tem, da rečejo, ja, jaz vem, kaj meni motivira moje življenje, jaz vem, kakšni so moji motivi, meni je jasno, kaj bi rad in sledim svojim motivom. Tukaj je malo drugače zapisano. Kaj naj bi nas motiviralo, ne kaj nas. Zdaj, gre za določeno zahtevo. Kaj je tisto, kar bi nas moralo motivirati v vsakdanjih življenjih? V luči vsega tega, s čimer se tukaj ukvarjamo. Recimo, da je to razmišljanje o, najširše rečeno, o smiselnosti človeške eksistence. Zakaj pa ne? Zakaj smo tukaj na Zemlji? Zakaj nam je dano, ne vem, živeti 80 let v povprečju? In kaj ne bi počeli teh 80 let na tem svetu? Gotovo, da je to vprašanje, ki je eksistencialno. Za vsakega človeka velja. Če si ga zastavi ali pa ne. Če si ga ne zastavi, se pač jasno z njim niti ne ukvarja, potem nas to ne zanima.
Če pa si ga zastavi, nas pa to lahko pripelje zelo, zelo daleč do izjemno zanimivih spoznanj in to bomo danes probali narediti. Oziroma to že počnemo. Torej, prvi del je, kaj bi nas moralo motivirati. Drugi del, motivirati bi nas moralo to, kar verjamemo. Kar verjamemo. Ne kar vemo, vsaj na začetku ni nujno, da vemo, lahko pa verjamemo. Lahko rečemo, verjamem, da bi me v življenju moralo motivirati X. Verjamem, da je tako. Ne vem, če je, nekaj sem slišal, nekaj sem prebral, malo sem razmišljal o tem in prišel sem do tega, da ja, verjamem, da bi bilo to dobro. To lahko rečemo. In to še ne pomeni, da bomo tudi kaj storili. Zgolj verjamemo, da je to v redu. Karkoli že ta to je. Okay? Naprej, kar verjamemo, ne, ali dobro, to je super dobro, zgoščeno. Kar verjamemo, da bi želeli. Kar verjamemo, da bi lahko želeli. Ne, kar želimo. Ljudje seveda ravno tako kot prej spontano rečemo, jaz vem, kaj želim. Je popolnoma jasno. Želim to in to. In se trudim, da bi to in to tudi dosegal v življenju. Jaz ne rabim tega razmišljanja, ker mi je že jasno. Vprašanje je, če je res. Tako zelo jasno. Lahko da je. Nima nujno. Torej, kar verjamemo, da bi želeli. Še ničesar nismo storili, zgolj verjamemo, ne, kaj bomo naredili, ampak verjamemo, da bi želeli nekaj narediti. Če bi bili povsem racionalni. To je fenomenalna zahteva, naslovljena na vsako človeško bitje. To je ena od dobrih, zgoščenih, povzetih zahtev, ki bi lahko imela univerzalni značaj. Ne vemo, če ga ima, zaenkrat še ne vemo. Lahko bi ga pa imela. Še enkrat, torej, motivirati bi nas moralo, kar verjamemo, da bi želeli, če bi bili povsem racionalni. Zdaj, se nam mora dati misliti že ta zadnja sintagma, kaj pa to pomeni povsem racionalni. Zdaj, če pomislite, na primer, kako se velikokrat, primeri so dobri, ki so neodvisni od nas, če recimo gledate kakšne vdaje na televiziji, kjer debatirajo ljudje med seboj, pa parlament, če gledajo, kolikokrat drugega pozivajo k racionalnosti. Ja, vaše govorjenje, kolega, je preveč čustveno, veste, biti moramo bolj racionalni. Ne smemo se preveč zanašati na srce in emocije, ker nas lahko zanese, čustva nam lahko zaslepijo razum, mi se moramo bolj zanašati na razum, to poznate, ne? Vedno znova se ljudje sklicujejo, pravzaprav kot da bi se ukvarjali s tem, čeprav v glavnem se ne. Če bi bili povsem racionalni, ne? Ko vas kdo, ko se kdo sklicuje na razum, reče, da fajn, super. Ali smo povsem racionalna bitja? In kaj to je? In seveda, zelo hitro nam pride na misel ena razlika, ki jo tudi pogosto uporabljamo, pa čisto dobro ne razumemo, to je razlika med čustvi in razumom. Že prej sem tudi omenil, ljudje smo prepričani, da je razum nekaj drugega kot čustva, da čustva niso razumna, čeprav to ne drži, to je mit. V celoti ne drži. Čustva so zelo racionalna, so zelo razumna, so izdelek, so proizvod naših možganov, ampak to nas zdaj ne zanima. Mislim, da smo enkrat že govorili o tem, zdaj nas pa ne zanima. Nas zanima ta izraz, povsem racionalni. Kaj bi lahko bilo, recimo, kaj bi bilo lahko prvi odgovor na vprašanje, kaj pomeni biti povsem racionalen? To ne pomeni, da so, recimo, da umetna inteligenca povsem racionalna, daleč od tega. To ne pomeni, še je racionalno, gotovo, ampak umetna inteligenca ni povsem racionalna. Ta izraz, to je filozofski izraz, pomeni nekaj drugega. In kot tak tudi predstavlja filozofski izziv.
Namreč, ali je nekaj, kar bi lahko bilo povsem racionalno sploh možno. In kaj ne bi to bilo? Kdaj smo povsem ali pa popolnoma racionalni? Oziroma, kaj je nasprotje od tega? Ok, in zdaj sledi filozofsko nadaljevanje. Moram reči, da zahtevno. In to je dobro. To je fajn. Časa imamo pa dost, pomlad je, toplo je tudi. Kar pravzaprav ni fajn, ne, če pomislite na... Jaz se moram skozi ščipati, da sami sebi dopovedovati, ni 25. maj, ni 25. maj, ni 25. maj, ker je nažalost šele 25. marec. Ne. To so temperature... Ok, no, ampak ko bomo šli tako čorporativno vsi skupaj. Vsaj to nam je lahko lažbo. Ko se bomo scvrli namreč, ko bo zemlja postala vendar. Ok, gremo zdaj pogledati, kaj je s tem. To je noro. To je pa izjemno zanimivo. Ha! In tukaj bi se spet seveda lahko navezal na tisto, kar ste videli na začetku, vprašali. Namreč Immanuel Kant, k njemu se vedno znova vračamo, bil pač tako zelo dober, zakaj zdaj pa ne bi. Immanuel Kant je zastavil izvrstno vprašanje. In to vprašanje bom jaz najprej, oziroma temu vprašanju se bom najprej približal po eni drugi poti. Po poti, po kateri je pred Kantom stopal Spinoza. Spinoza si je zastavil v enem traktatu izvrstno vprašanje. In vprašanje je tole. Poznamo mit o stvarjenju sveta, v katerem Bog ustvari rajski vrt in postavi vanj Adama in Evo. Okay? To je čisto razumljivo in je super. Adam in Eva lepo živita v tem rajskem vrtu in nima hudega. V rajskem vrtu to res ne more biti hudega, zato je rajski. Ok. Ampak, da ne bo zadeva tako zelo preprosta, ta Bog, ki je vse skupaj ustvaril, je naredil še nekaj. Nekaj, kar nam kodra možgane in je zelo težko razumeti. Zato se Spinoza tudi loti, saj ni bil edini, je pa radikalen Spinoza, zato ga je tudi pol cerkev preganjala. Namreč ta Bog ubogemu Adamu in ubogi Evi prepove jesti z drevesa spoznanja. Kaj za Boga je pa to? Prvič, očitno gre za metaforo, kajti drevo spoznanja ni drevo, ki raste tam v vrtu, tam raste jablana, češnja in tako naprej, drevo spoznanja prav gotovo ne. Torej, to je metafora. Obstaja drevo spoznanja. In prepove jima jesti, oziroma trgati sadeže z drevesa spoznanja. Se pravi, prepove jima spoznavati. Torej, lahko domnevamo, da sta Adam in Eva nevedna. Oziroma, tudi to ni čisto najboljše reči, kajti, če bi bila nevedna, potem bi obstajala možnost, da ugotovita, da sta nevedna, to pa ne gre skupaj. Kako to ponazorimo? Vzemite eno žival, močerada. Močerad se sprehaja po travniku, pač nekje že po gozdu, in vemo, da je zelo zanimivo obarvan, se pravi, pogosto je, ali pa v teh krajih, je črno-rdeč. Močerad. In predstavljamo si je neko žival, ki je lačna in pride mimo in bi lahko tega močerada pojedla. Je dovolj velika, ima dovolj močne zobe, lahko bi ga pojedla.
in ga ne. Gre mimo. Zakaj? Ali ta žival, ki gre mimo, ve, zakaj gre mimo in zakaj ne poje močerala? Ne. Ne moramo reči, da ve. Pa vendar na neki ravni ve, da močerala ne poješ. Zato je poskrbela evolucija. In lahko bi povedali zelo preprosto zgodbo, kako se je to dogajalo v preteklosti, zakaj so nekateri močeradi razvili pač te pigmente, ki jim dajo to značilno rdeče-črno barvo, zakaj so imeli nekateri vse več potomcev, oziroma vedno več je bilo takih, ki so preživeli potomce, in zakaj so tiste živali, ki so se na nek način naučile izogibati močeradu, imeli seveda potomce, ki so se naučili izogibati in se danes drugemu preprosto izogibajo, ker je močerad s tem svojim zunanjim videzom razvil neko sporočilo, ki ga živali spontano razumejo. Močerada torej ne poješ, ker je stopen. In se mu izogneš. Ampak to ne pomeni niti, da živali vedo, niti da ne vedo, niti da so nevedne. Zato jim je treba v šolo hoditi, da bi iz nevednih postale take, ki vedo. Enostavno instinkti na neki biokemični ravni povedo vse, kar je treba povedati. Torej, bejš, pojej kaj drugega. Zato ne moremo reči, da sta Adam in Eva nevedna. Nista niti nevedna, niti nečesa ne vesta. Okay? Zgolj sta. In drugo vprašanje, zakaj Bog, zakaj bi hotel, pa kaj bi rad s tem, ko ima prepove jesti z drevesa spoznanja? Kaj hoče s tem narediti? In lahko razmišljamo takole. Če smo Adam in Eva, recimo. Če bi Bog hotel nas narediti tako, kot so živali, o kateri sem ravno kar govoril, da ne bi jedli z drevesa spoznanja, bi nas naredil tako. In pač šli bi, če bi drevo spoznanja obstajala, bi šli mimo, enostavno tako, kot je ta žival mimo močerada. Ampak očitno nas ni naredil take. Zakaj potem potrebuje dodatno prepoved? Zakaj? Čemu? To je dobro vprašanje. In seveda, Adam in Eva, ki sta očitno zmožna za kognicijo, ker drugače bi bila prepoved nesmiselna, če ne more noben prebrati in upoštevati, oziroma ne upoštevati, nesmiselna. Torej, Adam in Eva sta kognitivno zmožna razumeti prepoved, da jesta z drevesa spoznanja. Če pa jo lahko razumeta, to pove, da vsaj nekaj že vesta. Namreč vsaj to, da jo lahko razumeta. Nista popolnoma ignorantska. Tako kot bi bili recimo mi, če bi nam nekdo, pa pustimo Kitajce enkrat za primiru, za razliko, pa recimo, da bi se pojavili Marsovci in bi nam nekaj sporočili, zdaj je tukaj. Glede to, da nimamo receptorjev nobenih, da bi razumeli marsovski jezik, se za sporočila ne bi niti zmenili, ne bi sploh prišli v položaj, da bi se zmenili za njihova sporočila. Kar je zelo zanimivo, dejansko z vidika obstoja človeštva, morda pa nam, kakšna super razvita civilizacija pošilja kakšna sporočila, ampak ni enostavno nismo sposobni dekodirati. Jih ne prepoznamo. Mogoče so tukaj pred nami, pa jih enostavno ne prepoznamo. Se pravi, Adam in Eva morata imeti minimalni kognitivni aparat, da se odzoveta na prepoved, da jesta z drevesa spoznanja, kar pomeni, da vselej že nekaj vesta. Ta prepoved je zato popolnoma odveč, oziroma je absurdna. Kajti, če vselej nekaj že vesta, to pomeni, da sta že jedla z drevesa spoznanja. Drugače ne bi mogla priti do te minimalne vednosti. Če pa sta vselej že jedla z drevesa spoznanja, je Bog patetičen.
je Bog nemočen, tako kot starši, ki nemočno kričijo nad svojim otrokom, da nečesa ne sme narediti, on je pa že zdavnaj to naredil. Prepoved je v tem primeru lahko kvečjemu dodaten izziv. In to ljudje poznamo. Če je nekaj prepovedano, potem nas tisto še zlasti zanima. Prosim? Čemu pa potem služi ta pripoved o Adamu in Evi in grehu in tako? Ta pripoved. Aha. Ta pripoved o prepovedi. Prepoved sama po sebi je odveč in je nesmiselna. Ne, pripoved se Sej. pa tako. Aha. Pripoved je pa, recimo Spinoza se jo lotila, pripovedi. Je zelo pomembna. Zakaj? Mit o Adamu in Evi in drevesu spoznanja in tako naprej so iznašli zato, da bi ga ljudje preprosto samo sprejeli. Ne razmišljate o njem, tako je, v Bibliji to piše, dajte mir. Spinoza pa reče, glih ne bo šlo, ker smo razumna bitja, imamo kognitivne zmožnosti in tako dalje, hočemo razumeti to prepoved. Hočemo jo razumeti. Ta prepoved, čeprav je, kot sem pokazal, je odveč, je nesmiselna, ima vendarle zrno resnice, zaradi katerega piše na zaslonu tole. To je seveda zdaj prehiter skok in še ne vemo, kakšna je povezava med tem zrnom resnice in tem zapisom. Zato sem rekel, da bo ta pripoved uvod oziroma pot k vprašanju, s katerim se je ukvarjal Immanuel Kant. Se pravi, zakaj je ta pripoved o tej prepovedi dobra? Ker tlakuje pot. In dejansko je Spinoza tlakoval pot, po kateri je nekaj desetletij kasneje stopal Immanuel Kant. Spinoza je v bistvu malo pomagal Kantu, olajšal mu je pot, s tem, ko je spregovoril o tem, kaj bi lahko ta prepoved iz Biblije pomenila. In bil je eden prvih ljudi, ki je to sploh naredil. Do takrat, se pravi, smo v 17. stoletja, ljudi, zastopniki religije, v glavnem samo strašijo. Bog je rekel in Bog je prepovedal in Adam in Eva sta grešila, ker sta jedla z drevesa spoznanja. To je nadaljevanje te zgodbe, da sta vseeno kljubovala, če lahko tako rečemo, in sta bila izgnana iz raja, kar je še bolj neumno kot ta začetek, ki se ga pokazal. Se pravi, mislim, da vse sledite. Prvi del je popolnoma logično in konsistenten, Adam in Eva vselej že nekaj vesta. Torej, ju Bog ne more izgnati iz raja, oziroma Bog je očitno patetičen, tako kot sem prej rekel. Starš nori nad svojim otrokom, ki mu je že zdavnaj ušel izpod nadzora, je nemočen, ga kaznuje. Če boš jedel z drevesom spoznanja, te bom pa izključil. You are grounded, rečejo starši, ali pa telefon za en teden ti bomo vzeli. To je patos, to je čisti patos. Zgolj izraz nemoči tistega, ki ne bi bil avtoriteta. In Bog v nadaljevanju ni nič drugega kot patetična avtoriteta. Adam in Eva, Boga človečka, jesta z drevesa spoznanja in Bog je zdaj jezen, marš ven. Sprto z vsako pametjo. Se pravi, ta mit je hotel biti v službi moralnega pridiganja. Ljudje, glejte, vidite, kaj se je zgodilo Adamu in Eva, ko sta se uprla Bogu in jo je kaznoval. Potem pa pride Spinoza pa reče, kaj? To je čisto neumnost, o čem vi sploh govorite? Bog ni mogel kaznovati Adama in Eve, ker sem že prej rekel, ker je bil zato, da bi se sploh odzvala na njegovo pripoved,
sta morala biti oba simbolni bitji, drugače ne bi mogla razumeti prepovedi. Če pa sta simbolni bitji, da se nam zdaj ponavljal, pa vselej že nekaj vesta. Torej sta v tem smislu že izgnana iz raja, karkoli že ta raj pomeni. Gotovo pa v luči povedanega raj pomeni neko stanje blažene nevednosti, tako kot je rekel v matrici Smith. Ignorance is bliss. Okay? Samo še to, moram še enkrat poudariti, ampak zato sem prej skušal. Živali so v tem smislu ignorantske. Se pravi, čeprav ta izraz ni najboljši, zato ga dajemo v navednice, da nam šel spet nazaj k močaradu. Močaradu ni nič treba vedeti. Dobro je imeti čim bolj črno, rdečo, ne vem kakšno barvo, zato ker je to svarilna barva, da bo. Njemu ni treba nič vedeti, samo vse to je poskrbela evolucija, beri Bog zaradi mene. In tudi tej živali, ki nasproti pride, ne ni nič treba vedeti, a je to zdaj okusno ali ni okusno, čakaj, to črno, kje smo že to brali, a je to zdaj svarilna barva, kako so nas v šoli učili, nič ni treba vedeti. Ker je selekcija, evolucija, reci Bog, narava, je že poskrbela, da se ti dve živali bliž, da boste se tako obdali. Ker če ne bi preživeli, če ne bi bilo tako, ne bi ne ena, ne druga vrsta preživela. Okay? Se pravi, je ta instinktivna vednost, če lahko tako rečemo, je že inherentna, je že ugrajena v sam naravni tok življenja. Se pravi, živali v nekem smislu vselej že vejo, komu se izogniti. Če pa tega ne vedo, pa vseeno poskusijo, kaj se zgodi. Evolucija takoj deluje. Požreš mušnico, zaradi tega umreš, če še nisi prenesel potomcev naprej, jih očitno ne boš, potomce bo gene bo prenesel naprej kdo? Tisti, ki iz teh ali onih razlogov ni pojedel mušnice, je preživel, potomci preneseš gene, bla, 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 se bodo tudi oni izogibali, vemo, kako evolucija deluje. Ampak, a to pa na ključe, da se, zakaj pa, ko vednosti, mislim, ko evolucija še ni poskrbela za neki, če se je pa pol odvisno še pred tem. Najprej je odvisno, kasneje je odvisno od evolucije, kaj pa pred tem? Množice na ključi. Cel kup poskusov je bilo, če lahko rečemo, mitološko vzeto na začetku, pa se ni bilo takega začetka, od prvega enoceličnega organizma naprej, pravzaprav, seveda, in Darwin to tudi reče, naravi so slepa naključja. Dinozauri niso izumrli zato, ker so ne vem kaj dosegli že in zdaj mi lahko slavnostno odidemo. Ne, pač po naključju meteor padalo. Tup, in jih ni več. In nastane nova, kot se temu reče, naravna ekološka niša, sesalci imajo zdaj dovolj prostora, se razvijajo in spet po seriji naključij. Narava se seveda tudi spreminja, okolje se spreminja, čeprav ne čisto vsak dan, se na nek način, se pravi na dolge proge, v živalskem svetu, rastlinskem svetu se na dolge proge, skozi generacije in generacije se živa bitja naučijo, kdo koga je, pa kdo koga ne je, pa kdo koga napade, pa koga ne napade. Kaj je strupeno, kaj ni strupeno. Zaprav, vednost je v tem smislu že ugrajena v vse te naravne krogotoke in seveda naključja nenehno to tudi uničuje. Zato živalske in rastlinske vrste nenehno nastajajo z mutacijami in tudi nenehno propadajo. Dnevno neko 100 vrst propade, ker niso uspele iz teh ali onih razlogov razviti teh preživetenih mehanizmov, da bi več kot toliko časa. Ampak seveda v končni fazi, in tudi vemo iz teorije evolucije, še nobena živalska in rastlinska vrsta ni v povprečju, ne vem, samo nekaj milijonov let obstaja. Obstaja toliko. Se pravi, prej ali slej se bo teh napak, mutacij, naključij nakopičilo toliko, da tvoje adaptacijske sposobnosti ali pa hitrost
prilagajanja ne bo zadoščala in boš odšel iz svetišča zgodovine. Dinozavri so bili ekstremno prilagojeni svojemu okolju, ampak so izginili med drugim ravno zato, ker so bili tako ekstremno prilagojeni. Oni so lahko živeli samo pod temi pogoji, ne pa pod drugimi. Ti pogoji se spremenijo, dio grešne smetišče evolucije. Se pravi, bitja, ki so bolj prilagodljiva, ki lahko hitreje v več okoliščinah, in to tudi velikokrat nam povejo, tako tudi kakšni popularizirajo znanost, recimo, če bo kataklizme, recimo podnebne spremembe, kdo preživel, potem jih bodo gotovo insekti. Pustimo zdaj zakaj, to bi nas peljalo spet v eno čist drugo smer, ne? Prosim, ja, da nam sam jaz. Sem to že mislil vprašati. Z tega stališča ne zveni nekoliko paradoksalno, oziroma kako bi potem razložili, da se je tudi inteligenca oziroma zmožnost razumevanja evolucijsko razvila. Ja. Ker se pa je neka dihotomija, ne? Živali brez inteligence, človek z inteligenco, to se je razvijalo. Je tudi samo produkt evolucije. Ja, zdaj kratek odgovor, ker dolgih odgovorov si ne smemo prevoščati, ker če ne bomo dotrte. Bomo mogoče še dati. Kratek odgovor je, ja, po množici, naključji, katastrof. Zdaj lahko peljemo vse skupaj nazaj, recimo naši daljni predniki zaenkrat segajo tja nekje v čas pred 6 milijoni let. Ampak če se pred približno 6 milijoni let na jugu današnje Afrike ne bi zgodila totalna kataklizma, zaradi katere je nastalo tisto gorovje, ki je v bistvu razdelilo spodnji del Afrike na zahodni in vzhodni del, ne? Je potem zaradi nekih podnebnih sprememb, sprememb v klimi, en del tega gozda, bogatega, tako naprej, izumrl in so naši davni predniki bili dobesedno prisiljeni zlest z dreves, ker jih je bilo vse manj, a ne, na odprto in potem postavili so se po konci. Predolga zgodba bi bila, ne smemo je pa preveč poenostavljati. Ja, množica naključij. Zato nikjer ne piše, ne, da je človek bodisi nastal zato, ker obstaja nek prvi razlog, da je nastal. Ne obstaja. Ravno tako tudi lahko ne bi. In tudi zadnjega ni. Nikjer ne piše, da bomo tukaj forever. Ok. Aj, še prosim. Ja, no, glede te, če se vrnemo Karlu in Evi, ne, se pravi, da sta imela verjetno že to univerzalno sposobnost kognicije, radovednosti in pravzaprav je interpretacija, ki nam jo ponuja pač ta uradna smer religija, o izgonu iz raja sploh ne drži, ampak gre za pobeg iz raja, ker jo je verjetno budila radovednost, da sta raziskovala. Vem, kaj hočete reči, jaz bi zagovarjal to, kar sem že prej rekel. Ona dva nimata iz česa pobeg, to je zgolj mit, da je raj obstajal. Ona dva sta vselej že zunaj raja, kot simbolni bitji. Se pravi, za nazaj smo jima prepopali, najprej je bil raj, to imamo ljudje radi, kaj je bilo najprej? Nobenega najprej ni bilo. To je samo moralni poduk hotel biti, ne? Veste, če bi bili vi bolj pridni, bi še danes lahko bili v raju in tako naprej. No, ker situacija je danes ista, pravzaprav. Podobna. Ja, ok, ja. In to zahteva zelo precizno razmišljanje. Namreč, če sem jaz vas prav razumel, danes se nam nenehno pravzaprav ponuja neka različica tega mita, recimo v obliki naravne hrane. Danes se propaganda izkorišča naivnost ljudi ali pa pripravljenost ljudi razmišljajo, da vse, kar je naravno, ne bi bilo dobro. Ne? Kupite to hrano, ker je naravna. Ne? V naravi ni ničesar, kar bi bilo inherentno dobro ali pa slabo. Muščica je tudi naravna. Pa najbrž ne pride na misel komu, da bi jo jedel. Se pravi, to je mit. To je za nazajska retrogradna zgodba, kako je nekoč bilo. Nobenega prvega časa ni bilo. Ampak ima tudi simbolno pol svojo evolucijo. A veste, že kar odskoz, recimo, kaj rečete, da sta vselej že bila simbolno bitja, ne? Ja. Torej, kar pok. Ok, ja. Zdaj, tudi to
vprašanje je zahtevno. Naprimer, naj navedem eno super dobro knjigo, s katero se je en avtor Daniel Dennett pred mnogimi leti lotil tudi te teme. Naslov te knjige je izvrsten, v angleščini je Kinds of Minds, se pravi vrste umov. Njegova zadnja knjiga je tudi vredna branja in to je knjiga z naslovom Od bakterije do Baha. Kaj je osnovna ideja na kratko? Enocelični organizmi, bakterije na primer, so umna, racionalna, inteligentna bitja, ali pa organizme, naj rečemo. Opazujte, če imate to možnost, težko jo je imeti, tisti, ki jo imajo, o tem pišejo, te enocelične organizme, kako se obnašajo v svojem okolju, kako bakterije, in mi imamo zaradi tega določene probleme, pa še večje bodo, ker poganjamo njihove mutacije, s tem, ko jih napadamo z antibiotiki, jih pravzaprav sami silimo, da hitreje in hitreje in hitreje mutirajo. Mi sami sebi kopljamo grob z antibiotiki, s pretiranim uživanjem antibiotikov. A ni to inteligentno? Pomislite na še manj kompleksna bitja, ki pravzaprav niso bitja, viruse. Pomislite na inteligenco virusa HIV. Niti enega nevrona nima. Sploh pravzaprav ne vemo, če virus ni čisto živo bitje. Desetletja se že spopada armada znanstvenikov, da bi dešifrirala, kako za Boga naredijo to, kar naredijo. Da je toliko milijonov ljudi umrlo zaradi HIV-a, tega AIDS-a in kako to preprečiti. Pa imamo eno zelo ekstremno preprosto, pravi, ni bitje, neko minimalno strukturo pravzaprav, ki uspe svoj genski zapis, ki ga pa ima, v vaš organizem unesti na način, da po zelo kratkem postopku umrete. Če vaš imunski sistem ni več sposoben s tem sposoben. Se pravi, ko govorimo o tem, ne zdaj človek je puf naenkrat simbolno. Jaz sem zadnjič priobčil en blog, ali dva, enega, ker sem res bil navdušen nad enimi izsledki raziskav, kako glasba, različne vrste glasbe vplivajo na živa bitja. Kako se živa bitja od insektov odzivajo na glasbo. Fantastično. Pa ne bom zdaj rekel, da razumejo Baha, in tako ljudje ne razumejo Baha, ampak na neki osnovni ravni, a veste, so vsa bitja že simbolna. Rešujejo probleme v svojem okolju. Najprej jih zaznajo. Postavite bakterijo v eno kemično okolje, ki je sovražno za to bakterijo. In opazujte, kako se premika, kolikor se sploh lahko v tistem okolju. Kaj počne? Bež čim bolj stran, čim hitreje. A je to inteligentno vedenje? Itak, da je. Se pravi, inteligenca je vgrajena vsaj v vsako živo bitje. Vsako živo bitje je inteligentno. Seveda obstajajo, kot je rekel Daniel Dennett, kinds of minds. Obstajajo vrste. Ampak to ne zanika dejstva, samo potrjuje ga, da je to res. In se je potem lahko, to počnejo biologi in drugi ljudje, spremljamo, kako se te vrste inteligence spreminjajo, ko imamo opravka z večceličnimi organizmi, ko imamo opravka zaradi mene z ribami, pa s primati in s človekom. A veste, ampak obstajajo določene konstante. Eno od teh konstant je, če je okolje nevarno in si ga zmožen zaznati kot nevarnega, zmožen pa si, ker drugače ne bi preživel. Beži, kolikor se sploh da bežati. To velja za bakterije, zame, za kogarkoli. Preprosto. Prosim.
Ne, bi sam mogoče vprašal, če se lahko vrnete malo v tej... Sej, ja, ampak ste vi krivi, skoro moram nekam. Ja. Ne, sej, Me zelo zanima, kaj. Ja, sej, no, zdaj smo prišli, jaz se zavedam, da smo malo prehitri. Zato se skozi vračamo, pa sej je prav, ne, sej je prav. Prišli smo torej prek Spinoze, oziroma Adama in Eve, do Kanta. Immanuel Kant si med drugim zastavi vprašanje, o katerem smo danes že čisto na začetku govorili, namreč. Ali pa, sorry, no, ampak stvari so tako med sabo povezane. Zdaj fajn bi bilo še od Descarta prideti do Kanta. Sam pa bo spet, pa daj že enkrat priti do Kanta, ne. Bo to preskočila, pa se bomo pa pol k temu vrnili. Ja, veste, da te misli, da se ne vrnili. Ker so stvari povezane, prosim. Zato bi vas vprašal, ni bil Spinoza, da tako rečem, grozna motnja cerkvi, ker je trdil, da je Bog sicer ustvaril po njegovi podobi, ampak od tod naprej sta bila pa ona svobodnih misli. Bil je tako grozna motnja, ja, da so ga nadzorovali. Ker to je potem praktično nezmožnost Boga, da bi naprej posegel v njuno prosto voljo, ne? To je res. Zdaj to izjavo bi jaz nekje parkiral, ker jo je treba razpakirati, ker ima zelo zanimive... Je bila ta izjava? Je bila, ja. Ok. Ampak to nas bo pa pol linčal, tako da moramo zdaj, ja, do tega. Se pravi, Kanta je med drugim zanimalo, kaj delam kot človeško bitje, ko mislim. Natančneje, kaj delam, ko razmišljam o sebi. Ko se sprašujem, kdo sem, ko se sprašujem, kako lahko vem, kdo sem, to je odmev Descarta. Ko se sprašujem, kako sem lahko sploh prepričan, da me Bog ves čas ne vara, ali pa sam sebe, ali pa kaj podobnega. Ok, to so klasične razsvetljenske vprašanja. In Kant odkrije, ugotovi, če zdaj parafraziram številna njegova razmišljanja, ker to bi nas pa res odneslo, bi morala en semester sam temu posvetiti. Če poskušam to parafrazirati, bi rekel takole. Kant najprej dojame, da človek kot simbolno bitje, to smo zdaj že privzeli, kot simbolno bitje pomeni, da smo zmožni za razmišljanje. Če razmišljamo, lahko razmišljamo tako, da dve zadevi torej nujno spoznamo, oziroma dve zadevi se vselej nujno morata zgoditi. Prva je, da uporabljamo kategorije. To je Kantov izraz, pa ne sam Kantov, da Aristotel je bil prvi pozor. Uporabljamo kategorije. Kaj to pomeni? Zelo, pa ne preveč poenostavljeno rečeno, danes bi temu rekli z vidika kognitivne znanosti, uporabljamo kognitivne modele, uporabljamo interpretacijske modele. Zdaj, ko opazujemo svet, ko ga razlagamo, uporabljamo posamezne kategorije. Tole je steklenica, tole je DVD, to so police, to je stol in tako da. Uporabljamo kategorije. Kategorije nujno pomenijo, da v slovenščini lep izraz, na se tudi v angleščini in drugih jezikih, da kategoriziramo zadeve, jih razvrščamo in jim pravzaprav podeljujemo, poskušamo podeliti identiteto. Zato vemo, da stol ni isto kot DVD ali pa CD. Vemo, da strop ni isto kot tla in tako dalje. In znamo povedati, v čem so razlike med kategorijami. In kot simbolna bitja, ne samo ljudje, to počnemo. Tudi bakterije razločijo, to je nevarno okolje, recimo kemično, to pa ni. Tukaj se veselo razmnožujemo, tukaj bežimo. Bakterija o tem ne ve nič, človek pa lahko ve. Vidite, tukaj se moramo zdaj malo staviti. Človek kategorizira svet, razmišlja in se začenja nujno, to je za vsakega otroka, zavedati,
da je zmožen za metakognicijo. Se pravi, da lahko tudi razmišlja o samih kategorijah. Ali, drugače rečeno, da se vpraša, ali mora biti svet kategoriziran ravno na takle način, ali lahko tudi drugače. Odgovor je vnaprej jasen, lahko je tudi drugače. Mi lahko klasificiramo, kategoriziramo objekte, predmete in tako dalje na x različnih načinov. Ni res, da samo na enega. In druga zadeva, ki je nujna pri vsem tem, pravi Kant, oziroma dokoplje se do tega spoznanja, je, da ko to počnem kot simbolno bitje, to nujno počnem tako, da stojim na določenem simbolnem kraju. Ta kraj, recimo Aristotel in stari Grki imenujejo topos. Ali po domače, na svet lahko gledam samo tako, da stojim na nekem kraju. To je simbolni kraj. A point of view. Od nekod opazujem svet in ga kategoriziram in razmišljam. Ali ga lahko gledam, razmišljam o njem, kategoriziram samo iz enega mesta, ali lahko tudi iz drugega. Lahko. Pa tudi iz tretjega. Pa tudi iz četrtega. Pa kakor hočete takih mest, krajev, toposov. Okay? Ali lahko opazujem, razmišljam o svetu from nowhere, od nikoder, da bi se izognil temu relativiziranju. Ja, iz tega kraja je tako videl, iz enega drugega je pa drugače. Lahko opazujem od nikoder, ne morem. Ne obstaja ne kraj, kamor bi se lahko postavil, da bi opazoval svet, kar je veliki ideal novejše znanosti, kot se reče, neutralno in objektivno. Ne morem. Ne morem torej opazovati od nikoder in ne morem opazovati od vse povsod. Ali po domače, oziroma ne, tako kot pravi Kant, ne morem izstopiti iz simbolnega sveta, da bi imel celovit pogled na ves svet. Na svet lahko gledam samo tako, da sem v svetu. Če sem pa v njem, sem pa lahko na tem kraju, drugem kraju, tretjem kraju, ne morem biti na ne kraju. Ne obstaja ne kraj. Okay? In tak način razmišljanja, ki mi omogoča tudi, ali pa podpira, ali pa vodi k razmišljanju o samem razmišljanju, ima še neko povezavo z enim vprašanjem. Razmišljanje, racionalno delovanje, spomnite se, prej smo rekli, če bi bili povsem racionalni. Mi še zmeraj v bistvu skušamo komentirati to sintagmo. Kaj bi to lahko bilo? Povsem racionalno. Povezava, o kateri govorim, je tale. Obstaja namreč, spontano se nam poraja vprašanje, ali je naše kategoriziranje sveta, razmišljanje o njem, naše razmišljanje o razmišljanju, v kakršnikoli povezavi z moralo oziroma etiko. To je vprašanje. Ne vemo, lahko da je, lahko da ni. Iz izkušenj vemo, da se ljudje lahko sprašujemo in da tudi vedno znova se sprašujemo, oziroma da se moramo spraševati, kaj je dobro in kaj ni dobro. Ali se je dobro izogibati zlu ali ne. To je odmev prejšnjega razmišljanja, ali se bakterija samodejno skuša izogniti pač kemičnemu okolju, ki je za njo smrtonosno. Se skuša. Ali je to dobro ali je slabo? Kar se tiče bakterije, zgolj je. Nam se sicer zdi, da bakterija skuša preživeti, ampak bakterija nima o tem pojma. Ona se samo
dobesedno biokemično odziva na biokemično sporočilo. Beži. Ona nima o tem pojma. Ampak človek se pa lahko vpraša, ali je to dobro ali ne. In različice tega spraševanja so, ali je samomor moralno narediti ali ne. Ali je etično ubiti drugega človeka. Ali je splav etično upravičen ali ne. Torej, Kant oboje misli hkrati. Moje spoznavanje sveta, moje razmišljanje o svetu, ki vodi k dejanjem. Razmišljanje vodi k dejanjem. Tudi če se jaz ne odločim za dejanja, vodi k dejanjem. Logično, konsistentno vodi. Nekaj sem spoznal, nekaj razumem, kaj se recimo, da sem kmet, zdaj je pomlad, razumem, da je čas za to, da posadim, ne vem kaj, krompir, kaj se zdaj sedi, ne? Če hočem jesti in preživeti, potem moje razmišljanje o tem, kdaj posaditi krompir in kako skrbeti za njega, sledijo dejanja. Če hočem preživeti. Drugo je, če mi vse eno. Ja, jaz sicer vem, da je bilo zdaj treba krompir posaditi, ampak ga ne bom. Ok, lahko se tako odločim. Ampak logično pa vse eno sledi, torej razmišljanju, sledijo dejanja. In seveda, potem se moramo tudi vprašati, ali so ta dejanja dobra ali ne, so moralno upravičena ali niso in tako dalje. In Kant ima prav, ja, to je boje povezano. Torej, razmišljanje o svetu, vednost, znanje, razmišljanje je nujno vselej že povezano z moralo in etiko, oziroma z vprašanji, ali je to dobro ali ni dobro in tako dalje in tako dalje. Zdaj pa, seveda, smo že zelo blizu, da razumemo tale zapis, etičnost kot motnja. Sicer je to zelo še zahtevno, da veste, da je koliko je ura, ne vem, ko imajo se časa še. 26. Hvala, nekaj malega, toliko, da pripeljamo zadevo do ene točke, kjer bomo potem končali in da nadaljujemo. Zakaj bi bila etičnost motnja? Na prvi pogled je videti ravno nasprotno. Še vedno se ukvarjamo z zapisom povsem racionalno. Se pravi, racionalno ugotovim, zdaj je čas, da posadim krompir in tako naprej, potem se odločim, da ga bom tudi posadil, ga kupim, ali pa ga imam že doma, kot seme, grem na polje, vem, kako se to naredi in to naredim. Ali je to povsem racionalno dejanje? Je. Je. Tukaj etičnost včasih prekine z racionalnostjo pa preživeti, mislim. Aha, sej, ampak do tja moramo še priti. Kako pa pridemo do tja? Kje se zdaj etičnost sploh privleče noter? Zakaj ne bi rekli, ne, to Kant se je zmotil, mi smo povsem racionalni, ta stavek tukaj drži, kaj naj bi želeli v svojem življenju? To, da smo povsem racionalni, ko to želimo, verjamemo, da je to v redu in ker verjamemo, nas to motivira in ker nas motivira, nekaj naredimo in vsi smo srečni. Zdaj pa, da pripeljemo stvar. Rekel sem že prej, da Kant spozna, da lahko stojimo samo na določenem kraju, v simbolnem svetu, v polju, v simbolnem polju. Če pa je to res in je, potem se seveda nujno spet postavlja vprašanje, odkot naj gledam na svet. Iz tega zornega kota, iz unega, tretjega, četrtega, ali je kakšno privilegirano, ali je kakšno boljše, bolj produktivno, kakoli že, bolj racionalno in katero je manj. In seveda temeljno vprašanje sledi in Kant se ga tudi zastavi, kako sploh lahko kaj vem. Kako vem, kateri kraj je boljši, bolj racionalen? Kako to vem? Kako lahko to zvem? Kako to lahko odkrijem? In Kantov začetni odgovor je, ne morem. Ker, karkoli bom naredil, se bo postavilo vprašanje na nov način. Če sem na kraju A, se mi to postavi, če se predstavim na kraj B in rečem, ok, ja, mogoče imaš pa prav, na kraju B je bolj racionalno, tako naprej,
se mi postavi spet isto vprašanje in ugotovim, ja, čakam, tudi kraj B ni najbolj, mogoče pa kraj C, itd., v neskončnost. Se pravi, na to vprašanje ne moram odgovoriti. Zato Kant mora zastaviti vprašanje o etičnosti. Se pravi, ne samo, ali je moj pogled na kraju A in moja vednost, ki jo lahko generiram na kraju A, racionalna, produktivna, učinkovita in tako dalje, ampak se moram tudi vprašati, ali je moje početje, ko spoznavam svet na kraju A, tudi etično ali ni. In veste, da to pripelje Kanta do enega razlikovanja med heteronomnim vedenjem, heteronomno moralo in avtonomno moralo. Kant upravičeno razmišlja, če pogojujem svoje delovanje, svoje razmišljanje, svoje življenje, način življenja, če ga pogojujem, naprimer na način, obnašal se bom na način X zato, ker mi to prinaša recimo veliko denarja. Ali pa prinaša mi veliko koristi, ugodnosti in tako dalje. To vedenje prepozna kot nemoralno, oziroma mu pripiše status heteronomne morale. Zakaj je tako vedenje nemoralno? Zato, ker pogojujem svoje delovanje. Se pravi, tako se bom obnašal še naprej, samo pod pogojem, da mi bo to še naprej prinašalo koristi. Če mi jih ne bo, bom to vedenje opustil. Ali pa delovanje. In v vsakem kraju, kamor bi se postavil, velja enako. Tako se bom obnašal samo, če mi to prinaša koristi in tako naprej. Kar bi seveda lahko bilo čisto racionalno, razumno. Ljudje smo sebična bitja, poskušamo poskrbeti sami zase in tako naprej. Ker pa smo hkrati tudi družbena bitja, ker noben človek ne živi sam, bodo naša dejanja, ki sledijo razmisleku, nujno vplivala tudi na druge ljudi, ne samo na nas. Kar pomeni, da se zastavijo še novo vprašanje. Lahko da je moje vedenje, moje delovanje koristno, dobro za mene. Lahko da je tako. Ampak kako jaz vem, da je dobro tudi za ljudi okrog mene? Ker moja dejanja gotovo tudi vplivajo na nje. In Kant si mora zastaviti še eno vprašanje. Ali sploh imam pravico, da se obnašam tako, da je neko dejanje koristno zame, škodi pa drugim? Odgovore na dlani ne nimam. Oziroma, zastavi se spet novo vprašanje, ali obstaja univerzalni princip mojega delovanja, univerzalni, ne samo moj, partikularni, iz tega zornega kota ven razumljeni. Univerzalni princip, ki bi veljal vselej, za vse ljudi in bi bilo moje vedenje, če bi ubogal ta univerzalni princip, moralno nesporno. To je Kantovo vprašanje. Ali obstaja tak princip? In njegov odgovor je, oziroma ne samo odgovor, se do njega pride, ja, lahko ga formuliram, lahko ga artikuliram kot simbolno bitje, da lahko zapišem. In Kant ga zapiše v obliki kategoričnega imperativa. Se pravi, imperativa, zahteve, ki se naslavlja name. Zdaj pa, tukaj bomo končali. Obstaja razlika med prejšnjim razmišljanjem. Jaz se bom obnašal na način X, zato ker mi to prinaša koristi, ker mi je to fajn, ker mi je dobro, ker se dobro počutim in tako dalje. To je en način. Drugo je pa imperativ. Zahteva. Moraš se vesti
na določen način. Ta razlika je pomembna. Ena je ugotovitev, tako se bom obnašal, zato ker vzame to v redu. Drugo je pa imperativ, ki se mu lahko podredim ali pa ne. Pravi, eno je vedenje, delovanje na način, ki izhaja iz mojih interesov, iz mojih želja, iz mojih notranjih motivov in tako dalje in tako dalje. In vodi k množici ugotovitev. Moj način življenja je takle, vaš je drugačen, moji motivi so taki, moji interesi so taki, moje želje so taki, moje potrebe so take, jaz živim takole, meni je to čist fajn, bla, 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 bla. Super. Drugo pa je, ko trčimo na zahtevo, kako se bi moral obnašati, da bi moje vedenje ustrezalo univerzalnim principom. Seveda jih lahko zavrnem, to je že na začetku jasno, tak imperativ lahko sprejmem ali pa ne. In Kanta zanima, kako je možno, da se človek lahko obnaša tako, da uboga imperativ. In zdaj za zaključek, živali tega problema nimajo. Živali nimajo zavesti, da obstaja možnost imperativa, ki se naslavlja na nje, češ tako se moraš obnašati. Živali tega problema nimajo, zato se vselej že obnašajo na optimalen način, če lahko rečem. V danih pogojih, in to nam je Darwin natančno popisal, v danih pogojih so živali že prilagojene tem okoljem in se že obnašajo najbolje, kot je v tistih okoljih možno. Glede na seveda svoje adaptacijske zmožnosti, svoj genom, tako naprej in tako naprej. Spravi, živali ne premorejo, ne potrebujejo in ne prenesajo nobene dodatne zahteve, kako ne bi se obnašali. Se pravi, živali tega problema nimajo. Živali se ne sprašujejo, joj, kako ne se obnašam, da bom čim bolj racionalna, da bom čim dlje preživela in tako naprej. To vprašanje se kratko malo ne zastavi. Nepotrebno je in ga enostavno ni. Ker manjka končni smisel, telos, cilj, o katerem bi se živali lahko spraševali. Živali se ne sprašujejo, enodnevni metulj, ali muha enodnevnica, ali kaj že, zvečer ali pa zjutraj nima ideje, jaz pa živim samo en dan, moram živeti čim bolj kvalitetno, še malo na meditacijo, pa kaj tazga, da bo... Ne. Njeno življenje je znotraj naravnih ciklusov, življenje tako nima nobenega smisla. Mega končnega cilja nima. Metulj se ne more spraševati, joj, zakaj sem jaz tukaj, odkot sem prišel in kam grem. Narava teh vprašanj nima. So nepotrebna. Pri človeku je pa malo drugače. Pri človeku pa vselej že so. In zdi se, tukaj res zdaj končamo, kot da obstaja zadnji cilj naših eksistenc. Zadnji smoter. Telos, k kateremu smo usmerjeni, naravnani. In zato se lahko sprašujemo, ali je moje življenje dobro ali ne, so moje dejanja v redu ali ne, ali lahko pridem do tega cilja in tako dalje. Torej, postavimo kot simbolna bitja cilje in se sprašujemo, kako do njih priti. Zato je nujno v našem razmišljanju vselej vgrajena etika oziroma moralna vprašanja. Je to prav ali ne? A bom res prišel do tistega cilja, če bom delal sama dobra dejanja, ali bom na koncu nagrajen, če bom delal zla dejanja, a je to v redu, kaj pa če bom zaradi tega kaznoval, itd., itd., itd. Torej, celo vprašanje se postavi, ki so v živalskem svetu, ne. In s tem smo že v bistvu čisto na pragu te ugotovitve. Zakaj je torej spraševanje o etičnosti nujno, do tega smo že prišli. Naslednjič bomo pa
poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj je potem etičnost motnja, zakaj ni preprosto orodje v obliki smernice, zakaj ne moremo priti do enoznačnega odgovora na vprašanje, naprimer, kaj je dobro življenje. Kako živeti, da bomo tudi dosegli ta končni smoter naših življenj. Zakaj to ni mogoče? No, to pa res naslednjič. Pa se mi ostalo vprašam. Prosim. Kaj bi tukaj motnja sploh pomenilo? Kaj pomeni motnja? Ja. Zdaj, matematično in logično je odgovor pravzaprav tukaj. Noben sistem, formalni in neformalni sistem, se ne more skleniti, da bi postal identičen sam seboj. Če pomislite na Gödelovo teoreme, če pomislite na Russellov paradoks in tako dalje, potem veste, zakaj se ne more skleniti, zakaj je odprt in tako dalje. Zakaj je to, kot smo v začetku rekli, identiteta jaza povezana s tem, ker ni jaz, ker je razlika od jaza in tako dalje. Zakaj se množica vseh množic lahko sklene samo, če ima v sebi paradoksen element, ki zastopa samo nemožnost, da bi se množica sklenila in tako dalje in tako dalje. Se pravi, imamo neke elemente znotraj množic, ki preprečujejo, da bi se množice sklenile, oziroma da postanejo totaliteta, kot bi rekel Manuel Levinas, samo pod določenimi pogoji. In eden od ključnih pogojev, da se to zgodi, je zmožnost za odprtost. Ta odprtost deluje kot motnja, se pravi kot nekaj, česar ne morete do konca določiti in potegniti v noben formalni sistem. No, ampak na dolgo pa drugič. Hvala.